Tole je bil video spod Forgot About You od skupine Šesti metek in dva člana skupine, ker dva, ja, sta tukaj z mano. In to je Kičo in to je Klemen in lepo pozdravljena. Pozdravljena. Zdravo. Vi dva sta danes tukaj čisto prvič in predstavljate skupino Šesti metek. Res je. Skupina Šesti metek je nastala kdaj, kako, zakaj? V bistvu začetki vsega v letu tam 2009, v bistvu gimnazijski band. Na začetku bil šolski gimnazijski band, ki je vmes čez razne zamenjave odraščal skupaj z bandom. Zdaj na koncu v bistvu smo še dva člana zasedbi, ostalo pa smo zdaj se nekako našli potem prave osebe za prave inštrumente, za prave vloge. Boš predstavil malo člana? Krištof, pevec. Glavni vokal? Glavni vokal. Ritem kitara, hoče biti malo solo kitara. Potem je solo kitara Mitja, na klaviaturah je Barbara, na bobnih pa Timotej, pa jaz na basu. Ampak vi ste pa zdaj to zadnja leta začeli resno z kvalitetnimi videospoti, z kvalitetno produkcijo. Prej ni bilo toliko avtorskih komadov, ali? Ne, v začetkih v bistvu smo se tudi učili inštrumente skozi te priredbe pa to. Potem na neki točki, v bistvu to je bilo veliko ne v študentskih letih, smo pa rekli, ok, dovolj je za tega, zdaj pa gremo ustvarjati, zdaj pa treba dati ven te rife, ta besedila. To je nek point glasbe, no, konec koncev. Pa daleč niste, ne? Tudi res. Iz Bistrice ste, Slovenske Bistrice, ne? Res je. Vsi ste iz Slovenske Bistrice? Širše okolice. Tako da vam niste imeli daleč danes do sem? Ne, ni bilo sploh problem. Okay. Snemate tudi vse v vaši okolici? Ja, v bistvu ta zadnji videospot za Boginjo v Črnem kar na placu našem. Forgot About You, ki smo ga pa prej videli, pa smo v bistvu snemali v kinu Slovenska Bistrica. In to ste si sami zamislili sceno, napisali besedilo, kako je to bilo za Forgot About You, zakaj sploh v angleščini? Ste ciljali cel čas na angleščino, pa ste potem šli v slovenščino, ali kako je bilo to? To Kičo povedal, kaj je napisal. V bistvu, ja, vsi se ne obremenjujemo s tem, če je komad angleščini ali v slovenščini, ker kak je tisti trenutek dano, tak pač narediš, ne? In Forgot About You je pač že dolgo obstajal, ne? In se nekako z bandom, prvi komad, ki smo se ga skupaj lotili, sam scenarij pa mislim, da pride čisto spontano. Vedno na vajah, mi smo ful znani po tem, da znamo zabluziti in se radi vržemo v neke vloge, pa neke scene in pol to traja 5-6 ur lahko. Pa pol 10 vaj, da pogruntamo, kaj bi sploh radi. Pa vzamemo res najbolj simple verzijo in tisto probamo resničiti. Tako da v bistvu čisto spontano je bilo potem preskoki iz angleščine v slovenščino in tudi v bodoče, ali bo eno, ali bo drugo, je vse eno. Tudi na špilih preigravate verjetno v in slovenskem in tujih jezikih. Res je. Imate dosti špilov? Špilov. Zdaj mogoče po koroni se skupaj malo se poznalo. Drugače pa v bistvu čisto tako rečemo, ne vedno, ko se ponudi šansa, gremo, napademo, damo vso energijo od sebe, ker pač moraš pokazati to, kar čutiš. Zdaj pa, če je to Črnomelj, ali je Gora Roka, ali je, nima veze, Ljubljana, bilo kje, tudi Lent je zelo zanimiv za nas, ker vsako leto nas povabijo, tam je res tudi lepo vzdušje, pa kulisa in tam se počutimo ful domače. Upamo, da še bo naprej. Pa ta Slovenija je mala dokaj, ne. Špil v Kopru, špil v Črnomlju, to so sorazmerno blizu, ne. In kaj bi rekla, zdaj recimo je Boginja v Črnem prebila let do širše publike, ali že Forgot About You, ali še delamo na tem? Mislim, da s vsakim komadom sem za eno stopnjo dvignila zadeva, ne. Je pa v bistvu nekako tak, da to, koliko vložiš, toliko pol tudi nazaj dobiš konec koncev. In to se pri vseh teh videospotih ful videlo, da več, ko smo mi dali noter v videospot, boljšega sprejela publika, boljše se, če rečemo, odrezal pri poslušalcih. Ja, recimo, da je Boginja zdaj prebija, ja. Boginja je zdaj zunaj, torej govorimo o najnovejšem videospotu, Črna Boginja, ali Boginja v Črnem? Boginja v Črnem je v bistvu zdaj rilisali smo za 13. januarja, za petek 13. je bila rilisana, tako da je zdaj stara že dober mesec, ne. Kako so kaj ogledi? Ste zadovoljni?
Ja, nad pričakovanjem, res, zelo. To zasluga gre veliko do Klemna, ker je res tisti, ki to poganja, tisti, ki objavlja. Ker tako kot je samo omenil, je pač ključno, da delaš sam sebi promocijo, da to predstaviš ljudem, ker pač moraš se ponavljati, da širiš krog poslušalcev. Tisti, ki so nam blizu, tako ali tako so bili z nami, tudi na snemanju so bili z nami, na nekem, bom rekel, predstavitvi videa. Kasneje pa, da pride do, ne vem, 9. vasi mesta, pa pač traja, pa moraš narediti nekaj na promociji, tako da tu je Klemen res naredil veliko vlogo. Ne, mislim, ja, v bistvu je res je tako, če 7-krat poveš, je resnica, ne. Ok, kakvi so plani za naprej? Oziroma ne, htela sem še vprašati glede snemanja. Meni se je zdelo v določenem prostoru, da ste to zaprti v nek, ne vem, tovornjak ali nek kontejner, nekaj Kombi. kombi. No, ker rekel pa si, da ste snemali na placu, nekaj v kombiju bolj vadite, neverjetno, ne? To smo kombi poslali v plac, ne? Tudi to možnost imamo. To je res, ne, ker mi vadimo v garaži, ne. V bistvu garažna vrata smo odprli, no, v glavnem in pri meni, ja. In smo zadaj parkirali kombi, ga v redu spucali sterilno in pol samo v bistvu spravili vse naše prijatelje, da nam pomagajo na videospotu, smo naredili en Orange House Party v bistvu in na neke točki zbasali, koliko smo jih lahko zbasali v kombi in to posneli. Ful dobro. Meni se je zdelo ful zanimivo zaradi tega, ker je ful dobra energija. Veš, na kaj me spominja ta spot? Na Kenny Loggins Footloose. Tam so vsi tako nahajpani, ne vem, strpani v eno malo sobico in tam pune, vsak ima neke svoje fore, pol ti se s kitaro vržeš na tla malo več. Tako se mi zdi ful res, da nabije z energijo. Ja. Še zdaj imamo v bistvu poškodovane gležnje, pa kolena od tega snemanja. Pa prst na nogi bo manj Pa prst na nogi je modre barve. Modre barve nog bo šlo, ja. Pa tako mislim, glavne, ko je toliko folka v kombiju, te bo hodil, ja. Drugače pa ja, bil je nek tak res pozitivno vzdušje. Tudi moramo tu povedati, da režiser in snemalec, ki sta bila prisotna, ne, sta res imela neko tako pravo kemijo z nami, pa znala motivirati ljudi, pa to tako, da bi se še enkrat zahvalila tu, ker je bila res taka dobra ekipa, no. Ekipca. To so bili tudi domačini? Tam v Slovenske Bistrice? Ne, to pa za režijo, pa za snem. Ne, to pa iz Maribora, to pa Nejc pa Urban. Nic hvala. Evo, Nejc Urban, pozdravi. Rihtama, biznis. Ja, reklama. Ja, v bistvu zdaj na začetku smo videli v bistvu samo dva v vlogi, dva glavna junaka. Zdaj v Boginjo v Črnem bomo videli like, 5-krat toliko, ne? Kako bo zdaj pol v bodoče to potekalo? Se boste držali večje publike ali bo to potem? Recimo, da za neka dvorana, bo pa štadion. Tako da se poveča število. Ja. Ne vem, za ta video spot je pasalo toliko ljudi, pa da je v bistvu zabava, pa na polno in... Kdo pa je napisal to besedilo? Tudi jaz, v tem primeru, ampak zadeva je že v resnici ful stara. Kaj to pomeni, da več ni Boginje v Črnem ali kaj? Boginja v Črnem je že v nekaj drugem, ni pokojna, je pa na drugi poti, ampak to je pač point tega, da komad ostane. Komad je pač lahko na USB-u doma, več kdo mogoče pač nima možnosti nekaj izdati, pokazati. To pa je naš cilj in si vedno rečemo, ne vem, to bo enkrat naši otroci videli, to bo enkrat en rekel, glej, kaj so delali tile, pa so pač si vzeli čas za to, ker to ostane in nam dosti pomeni to ta v bistvu zapuščina neke vrste. Tako da se potrudimo, da je dobro narejeno, pač da bo pol čez čas tudi tako, wow, tu so pa vložili nekaj cajta. Kaj še imaš vse napisanega? Lahko iznaš kakšne naslove, kaj bo tako recimo v bodoče, česa se lotite, ne vem, imaš 5 favoritov, pa rečeš, evo zdaj to je to, ampak mislim, da smo vsi pa za to. Je kaj takega? Kaj bi ti, Klemen, rekel? Ne vem, mi dva oba pišemo. Oba imamo nek svoj slog, oba imamo eno tako knjigico, bukvo. Kaj ste si lahko tudi? Ne, še. Drugače pa nimamo, ne zbiramo nekako. V bistvu na neko melodijo probamo najti neko, v bistvu smo naredili komadeži na vse možne načine. Najprej besedilo, pol melodija, potem prej melodija, potem besedilo.
kak pač v tistem momentu je najboljše. Zdaj recimo en komad, ki ga bomo v kratkem posneli, smo na enem team buildingu, en vikend recimo skupaj sestavili, ta bo po mojem ful super tudi. Kako pa poteka vaš team building vikend? No, smemo povati. Vse to ostane med Če bi nami. prefiltrirali, ne, za televizijo. V bistvu zgleda tako, da se dobimo po napornem tednu, pa In trenirate skupaj. odklopiš vse, kar te obremenjuje, pozabiš za tisti vikend, pa delaš glasbo v bistvu smo prijatelji in to tudi neka posebna energija se ustvari v tistem momentu. Recimo en komad, ki bo, tole, ki izdamo, Zmeden v redu, je dober primer tega, ne, recimo sva s Klemnom, ne vem, en dogodek je bil, pa v bistvu pač drugi dan smo bila malo tako oba zmedena, pa Klemen meni pošlje besedilo, jaz rečem, aha, tu bi pa to ti akordi pasali, ne, pa dobesedno na njegov del, pa moj del, pokažemo na vajah, pa pač vsi ostali dodajo še svoj magic, pa pride ven komad, ki bo verjetno na prvem albumu. Ja. Res ni recepta, ne. Torej planirate prvi album. Koliko še manjka? Zdaj v bistvu imamo bolj kot ne za posneče 2-3 komade. To zdaj planiramo spomladi zaključiti, tako da mislim, da pred poletjem. Bo še pred poletjem. Tako da greste pol na morje, uživati lepo brez skrbi in tako si lepo stisnete roko, evo, smo naredili nekaj, zdaj pa lahko uživamo. Pač namen je to, da bom na morju, pa bo na radiju se predvajali naši komadi. Tako misliš, viš to. To je smisel življenja, ne? Eko, to je cilj. Pa kak festival, eko. Koliko komadov bo na albumu? 11-12. Ja. Ja, se veselim. Kaj bomo dobili kakega, mogoče tudi sem, ga podarili naprej še pred poletjem, lahko povedali kaj o tem? Ja, samo reči to. Samo pač celje je res blizu, ne? In ni problem, pač nafta tudi ni tako draga, da ne bi mogli priti, ne? In se veselimo, da bomo predstavili vsem. No super. Jaz sem zato, da si pogledamo še vaš zadnji videospot Boginja v črnem. Me pa zanima, če sem še kaj pozabila vprašati, če še kaj takega, kaj bi dodali ti, ko si recimo bolj za pres, ne? Press release. Tako. Jaz nimam glih pripravljenega. Kaj vas najdejo? Ja, pač na vseh socialnih omrežjih smo prisotni, Instagram, Facebook, TikTok, potem tudi na pretočnih platformah, na Spotify, Deezeru, v glavnem, bolj kot ne na vseh teh zadevah smo prisotni, YouTube seveda. Drugače pa nič, treba nas je spremljati, nova muzika pride, album pride. Bo po predstavitvi albuma tudi kak koncert ali kaj takega? Bo. Aha, tako da to boste bolj objavili tudi, kdaj bo pa kivo. Bo pa verjetno v Slovenski Bistrici, ali? Ali pridete v Celje, to vam je tako blizu? Lahko tudi Celje. Tako da, če ima kdo kaki venue, da rabi to. Klemen, ko bi še imel predstavila eno darilo za najino voditeljico Nušo, Izvoli. ker je pač povedala, da rada stres sprošča skozi muziko ali pa šport. To je ena naša majčka, ki ti podarjamo. O, najlepša hvala. In upam, da, ne vem, si boš kak komad zavrtela, spomnila, pa videla tole majico. Pa bom, zdaj se bom jaz tudi počutila boginja v črnem, ko bom to oblekla. To. Hvala lepa. Super. Se zahvaljujem. Ja, nič, kot sem povedala, jaz vam želim, da se vam vse uresniči, da se še pred poletjem vidimo, da še kaj novega slišimo, da si kak videospot nov pogledamo in da potem poletje vsi uživamo, ne, in poslušamo vašo glasbo po radiju. Super, hvala. Hvala, da ste se odzvali in lep večer še naprej. Dragi moji, mi pa si pogledajmo najnovejši spot skupine Šesti metek Boginja v črnem.